Najbolj nehvaležna vloga je, ko ozaveščaš ljudi o nečem, pa hkrati moraš to tudi sam prakticirati. Saj veste, o čem govorim, ne? Ja, o tehnologiji. Bolj, ko govorimo in ozaveščamo o tem, da nismo temu naklonjeni, na kakšen način vse nam to lahko škodi, kako se temu izogniti, kaj v svojem življenju, kako prakticirati, da se čim bolj zmanjša ta negativen vpliv, ampak seveda tudi mi svoje vsebine ravno preko teh istih tehnologij dostavljamo. Ne moramo se odseliti na otok, Banana Republiko in se delati, da nič ne obstaja, da ni tehnologije, da nam ne pride kdaj tudi prav, seveda, da je res. Gre za to, da sprejmemo določeno znanje in čim bolj optimalno tehnologijo uporabljamo v svoj plus do neke presečne točke, dokodar nam bolj koristi kot škodi. No, ampak tukaj imamo eno luštno anekdoto na to temo. Nekaj časa nazaj sem gostila stranko, čudovito, priletno gospo, babico, katera ni bila vešča tehnologije, je pa potrebovala posnetek za poslušati, in ta posnetek je del terapije, ampak glej ga zlomka, gospa ni imela nobenih primernih in ali delujočih aparatov, kamor bi lahko ta posnetek posredovali, naložili, in zato se je začela prava iskalna akcija in tuhtanje, kako bi mi to poslušanje omogočili. Seveda smo prišli do tega, da bomo šli v nakup nekega pripomočka, ki omogoča poslušanje naloženih vsebin, ampak hkrati smo bili pa omejeni pri izbiri, in sicer s tem, da mora biti pripomoček čim bolj preprost za uporabo, zato da ga bo gospa, ki si je sicer tega strašno želela, ampak normalno in brez nekih stisk lahko uporabljala. Torej nekaj, kar smo mislili, da bomo uspeli izvesti, narediti takole, se je izkazalo za cel projekt. Namreč na tržišču med vsem tem, kar se ponuja, od vsega, kar že danes imamo na voljo, ni enostavno več na voljo nekih luštnih, preprostih in delujočih stvari. Zakaj sem rekla delujočih? Zato, ker tisto najbolj preprosto, kar smo izbrali, no, za tisto se je izkazalo, da ni delalo in bi rabili še ne vem koliko druge podporne tehnologije, da bi ta bogi posnetek omogočali in ga spravili k življenju, tako da smo morali zadevo potem še menjati, no, ampak to ni bistvo zgodbe. Seveda smo prišli do rešitve in smo tudi omogočili poslušanje posnetka. Ampak bistvo, ki ga hočem danes povedati in sporočiti, je naslednje. Žalostno je, da vse, kar nam je danes na voljo, vse že, kar obstaja, vendarle pušča tudi ogromno skupino ljudi za sabo. Ena stvar. In druga stvar, ki je žalostna, je ta, da ko iščeš nekaj preprostega in uporabnega, enostavno nimaš izbire. Vse nas silijo v nakup ne vem kakšnih ultrazmogljivih naprav, ki jih ne samo ne rabimo v resnici, ampak jih tudi ne bi smeli imeti, še posebej, če nam je naše psihofizično zdravje ljubo. Torej, brez težav bi lahko dorekli, kdaj je koza cela in volk sit, če bi sprejeli neka družbena določila, kakšni aparati morajo biti dosegljivi tudi za nakup, zato da so dovolj dobri in preprosti za določene skupine v družbi. Za katere skupine mislim, o čem govorim? Namreč vsaj meni se zdi norost, da rabimo naše dedke in babice bremeniti z balastom, ki jim ne nujno koristi, torej da jih silimo v vsa ta izobraževanja. Ok, če si tega sami želijo, dobro, ampak kaj pa, ko pride tak primer, ko pa bi nekaj nujno potrebovali, pa zdaj tudi celo zdravstvo na onlineu, ne, vsi nimajo tehnologije na voljo. Na drugi strani pa vse te ultrazmogljive naprave z veseljem dovoljujemo in kupujemo našim otrokom. Ja, verjamem, da je korak s časom dovolj velik, če rečemo, da lahko imajo aparate, kolikor jih res za komunikacijo z najbližjimi potrebujejo, nikakor pa to ne pomeni, da za to komunikacijo potrebujejo najnovejše, najbolj zmogljive, najdražje, v resnici nekoristne naprave. Kako pa vi razmišljate? A bi vi bili za tak dogovor? Bi se vi kot starš otroka ali pa kot otrok ostarelega starša tega držali, da bi obstajale preproste stvari in ne samo ne vem kakšne megalomanske na izbiro v trgovinah? No, danes to v razmislek.